Dobrodošli nazaj, vsi, ki vztrajate z nami. V tem trenutku predajam besedo svoji kolegici, magistri Brigiti Kruder iz Ljudske univerze Murska Sobota. Živjo, Brigita, pribrzela iz mariborske smeri. Dobrodošla in izvoli. Hvala lepa, Zvonka. Ja, v Slovenski Bistrici pa tudi tam. Sem bila danes, oktober je namreč poln dogodkov in prihajam iz ene zaključne konference, kjer smo se trepljali po rami, kako zelo dobro smo se učili tistih splošnih kompetenc pa poklicnih kompetenc in zdajle nadaljevati razpravo o zelo posebnih zelenih kompetencah, zato da živimo in ustvarjamo v skupno dobro oziroma da vsi živimo bolje, je še en tak izziv, ki smo se ga naložili za današnji čudovit sončen dan, ki je tako zelo prijazen, da morda razmišljanje o tej jutranji megli, ki ni bila tako zelo prijazna, prav paše v tole zgodbo. Torej, kako naredimo meglene dni drugačne, kako lahko prispevamo, da v mestih kot je Ljubljana boljši zrak smo veliko slišali, kako lahko vsak sam zase vsak dan prispeva k temu, da celotna skupnost živi bolje. In upam, da bomo v tej razpravi tisti, ki smo bili v začetku povabljeni, natresli nekaj idej in informacij, kako to lahko naredi vsak od nas vsak dan. Izjemno pa veseli bomo tudi vaših razmišljanj, še posebej tiste, ki se vam bodo utrnile kot ideja, ko boste prisluhnili današnjim nastopajočim. Kot je že praksa, smo nekaj posneli naprej, nekaj se bomo slišali v živo in kot rečeno, res računamo tudi na vaš glas, kajti le tako se lahko kaj spremeni. In že hitimo k prvemu primeru dobre prakse. V Postojni smo si ga ogledali in posneli video posnetek, tako da predlagam, da si najprej postrežemo z videom. V letu 2017 se je na prvem javnem pozivu lokalne akcijske skupine med Snežnikom in Nanosom prijavilo projekt Užitni čutni parki, namenjeni medgeneracijskemu sodelovanju in izobraževanju o trajnostnem razvoju. Ta projekt je bil v letu 2017 tudi napisan in je bil sprejet kot eden najbolj točkovanih projektov ter bil v letu 2018 tudi izveden. Izkazal se je za odličen projekt, ki še traja oziroma dejavnosti v okviru tega projekta se niso zaključile, ampak po zaključku projekta se še nadaljujejo in trajajo. Cilje projekta, ki smo si jih zastavili in smo jih tudi v celoti izvedli, so bili ureditev tega učnega čutnega parka v Postojni, ureditev istega učnega, užitnega in čutnega parka v Zagorju. Osnovna šola Antona Žnidaršiča je uredila visoke grede za namen šolskega ekovrta. Na osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad so bile izvedene razne delavnice na temo samooskrbe in lokalne hrane. Na osnovni šoli Miroslava Vilharja pa je zaživel v bistvu kmetijski krožek v obliki šolskega ekovrta. Ta kmetijski krožek je podprla Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Poleg teh rezultatov so bili še narejeni izvedbeni načrt za užitni čutni park v Pivki nad vrtcem Vetrnica ter ravno tako izvedbeni načrt za podoben park v Slavinju pri partnerju Zdenki Žakelj SP. Glavni namen teh parkov je druženje in pa izobraževanje. Ja, nahajamo se v užitnih in čutnih parkih, tukaj v samem središču Postojne, kjer skrbimo za svoj vrt. Na tem vrtu imamo zasajena razna zelišča, imamo tudi nekaj sadnih dreves, pa tudi grmovnice, za katere skrbimo tudi v okviru programa projektnega učenja mlajših odraslih. Tukaj mentorji skupaj z udeleženci urejamo te vrtove in se ob tem tudi učimo oziroma pridobivamo nova znanja tudi na področju zeliščarstva in skrbi za rastline. Partnerji v projektu, ki so se povezali za izvedbo tega projekta in za samo idejo, so bili Zavod Znanje Postojna, potem Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica, osnovna šola Miroslava Vilharja, osnovna šola Antona Žnidaršiča, osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, občina Pivka in občina Postojna. Torej, kar pestro partnerstvo,
Ideja pa je bila v bistvu, da se dejansko poveže več generacij v izobraževanju o trajnostnem razvoju in o samooskrbi. V užitni čutni park v Postojni se redno vključuje Univerza za tretje življenjsko obdobje. Mentorica Ana Tomazin vsakoletno izvaja več sprehodov po zeliščnem vrtu, katerih namen je spoznavanje užitnih zelišč in tudi njihova uporaba. V bližnjem vrtcu imajo skupino radovednih otrok, ki redno obiskujejo užitni čutni park in prav tako spoznavajo užitne rastline. V užitnem čutnem vrtu v Zagorju se pa v bistvu zbira cela vas. Tisti vrt je namenjen tudi raznim vaškim prireditvam, pa tudi, ker je v bližini športno igrišče, udeleženci uporabljajo tudi za šport, tako da je to vaško središče v bistvu zelo dobro poiskano in hkrati namenjeno druženju med temi užitnimi in uporabnimi rastlinami. Namen tega projekta, oziroma zakaj smo tudi s samimi udeleženci programa PUMO začeli sodelovati, oziroma smo tudi aktivni v tem parku, je tudi ta razlog, da mladi pridobijo znanja na tem področju. Opazili smo namreč, da veliko mladih tudi nima te izkušnje in ne znajo, oziroma niso nikoli imeli te možnosti delati na vrtu, skrbeti za rastline, vzgajati rastline in s tem tudi pridobivajo znanja, katera jim bojo lahko tudi v prihodnosti koristila in služila. Za užitni čutni park v Postojni skrbijo udeleženci projektnega učenja za mlajše odrasle skupaj z agronomom Markom Cvetkom, tako da je ta park že v bistvu 4. leto zelo lepo vzdrževan in tudi opaža se nadgradnje. Užitni čutni park v Zagorju pa vzdržuje sama vaška skupnost z zelo prizadevnimi vaščankami, kot je recimo Marjeta Marinčič, ki ta park uporablja tudi za izvajanje študijskih krožkov Zgornje Pivke. Ker Ljudska univerza izvaja veliko izobraževanj na temo tudi trajnostnega razvoja, oziroma so v ta izobraževanja je vključen zeleni preboj in trajnostni razvoj, uporablja ta park tudi za izobraževanje. Zato je v tem parku prostor za delavnice, pitnik in pa ostali elementi, ki so potrebni za izvajanje trajnostnega izobraževanja. Mi v vsakem primeru prihajamo sem na užitne in čutne parke z namenom, da podajamo nova znanja, se pravi mlajšim odraslim, se pravi udeležencem, ki so vključeni v PUMO. Seveda tukaj sodelujemo tudi z ostalimi, se pravi s samim agronomom, pa večkrat se tukaj srečamo tudi z ostalimi gospemi, ki skrbijo tukaj za svoje vrtove in včasih dobimo tudi od njih kakšno novo idejo, kakšen nasvet, kako urejati, kako skrbeti za same rastline. Hkrati pa mogoče včasih tudi naši udeleženci potem tem gospem pomagajo, pa mogoče na kakšnih drugih področjih, od digitalnih vsebin ali kaj takega. In je vedno to sodelovanje tako zanimivo jih je slišati in poslušati, kako si izmenjujejo ta znanja. Všeč mi je recimo tudi primeri, ko udeleženci enkrat že zaključijo program, pa mi pridejo potem povedati, ti veš, sem bil pa zadnje na užitnih in čutnih parkih in sem prišel pogledati drevo, ki sem ga jaz zasadil, pa zdaj spremljam, kako raste, da vidijo to, koliko truda vložiš v neko stvar in potem lahko z leti opazuješ, kako neka rastlina raste in mogoče tudi obrodi kasneje sadove, ki jih lahko potem pride tudi obrat in vidi ta napredek tudi v samem užitnem čutnem parku. Naj poudarim, da se je projekt zaključil leta 2018 in da v bistvu vse dejavnosti, ki so bile prijavljene v okviru tega projekta, še vedno živijo in se izvajajo, kar je v bistvu na nek način redkost v projektnem prostoru. Tako da na tem vrtu se redno izvajajo delavnice izmenjave zelišč, razne kuharske delavnice na temo lokalne hrane, na temo divjih zelišč, tudi teh zelišč, ki tukaj rasejo.
delavnice za osnovnošolce, za vrtčevske otroke. Predvsem pa je pomembno to medgeneracijsko sodelovanje, ki še vedno traja in se redno izvaja. Take izkušnje, take malenkosti udeležencev, ko vidim, da pridejo sem in z užitkom neko stvar delajo, v bistvu tudi mene razveselijo. No. Jaz sem že v bistvu od malih nog sem živel na kmetiji, pa sem rad v naravi in rad delam z rastlinami in seveda sem izjemno vesel, ko vidim tudi same udeležence, ki mogoče niso imeli te možnosti kot majhni otroki skrbeti za rastline, da se navdušijo nad to dejavnostjo in mogoče vidijo tudi prihodnost v tem, ker jaz verjamem, da je prihodnost tudi v samooskrbi in če to opazi samo majhna skupina udeležencev v našem programu, je to za mene že velik uspeh. Torej, projekt Užitni čutni parki je eden izmed projektov, ki so pripomogli k temu, da že 12. leto izvajam kmetijski krožek na osnovni šoli Rudolfa Vukovića Podgrad. V okviru tega projekta sem izvajala delavnice, sedaj so se pa v bistvu te aktivnosti nadgradile v redno izvajanje kmetijskega krožka v petkih, kjer so se vsebine teh delavnic bistveno nadgradile v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja. Tako da vesela sem, da učenci, ki so udeleženi ne samo na omenjenih delavnicah na osnovni šoli Podgrad in na osnovni šoli Antona Žnidaršiča in v tem užitnem čutnem parku v Postojni in v Zagorju, znajo ločiti solato od krompirja. Ločiti solato od krompirja je pomembna veščina, ampak jaz sem slišala tudi, da se zbira cela vas, da je park užiten, to pa je tisto, kar je pravzaprav še bolj pomembna dodana vrednost teh skupnosti. Vabim vas, da razmislite, če imate tudi v vaših okoljih kaj podobnega, kar spodbudi vaščane, prebivalce določenih predelov mesta, da se družijo, da se učijo, da skupaj razmišljamo o skupnostnem učenju. Sama vem, da imajo nekatere ljudske univerze, ki so bolj na robu mesta, kot je recimo Ljudska univerza v Črnomlju, urejene tudi zeliščne in nasade in vrtove. In v Slovenski Bistrici, kjer živim, v neposrednji bližini smo letos dobili urbane vrtove, ki so prinesli nekaj podobnega, kot smo videli v filmu. Zelo, zelo veliko druženja, posedanja na klopcah, opazovanju rastlin, živali, vodnih drsavcev in žab, ki prihajajo. In seveda priložnosti, da se lastniki vrtov družijo na klopcah, izmenjujejo semena, sadike, se zdijo neprecenljive. Mislim, da je gospod Peter Vidmar danes z nami. In gospod Peter, če bi želeli še kaj dodati, zdaj, ko ste pogledali film, rekli ste, da ste živeli celo življenje na kmetiji in ponavadi nočemo več nič slišati o tistem, kar smo morali delati, ko smo bili mladi, ampak vendarle znanje ravnanja z rastlinami, z živalmi je tisto, kar nas običajno malce zasvoji. Danes namreč vemo, kako pomembno je za uravnoteženo življenje posameznika, da uporablja svoje čute, čutila, da skrbi za svoje telo, kar zagotovo naredimo lahko z zdravo hrano, ki si jo pridelamo tudi sami. In ne nazadnje, ne bom nič poetična, če rečem, da narava poskrbi tudi za to, da se regenerira naša duša. Kaj pravite? Je tako? Ja, najprej vas lepo pozdravljam vse skupaj. Ja, mogoče res kot otrok sem gledal drugače na vse skupaj, no, in mi je bilo včasih odveč iti na nivo, ki bi raj kaj drugega počel, ne vem, s kolesi, z drugimi sovrstniki, so vozil okrog, ampak potem pa z leti, no, mislim, da sem potem spremenil malo to mnenje in danes gledam na to povsem drugače, no, in sem dejansko res hvaležen svojim starim staršem, da so mi dali ta znanja, katera jih zdaj lahko tudi jaz naprej dajem pač udeležencem, no, tudi.
Najti način, ne, kako modrost prednikov prenesemo na naslednje generacije, brez da se jim to malce upre. Ne. Če se sicer upirajo najstniki, je to zaželeno, ker morajo odrasti, ampak je pa seveda tudi zaželeno, da potem ugotovijo, katere pa so tiste modrosti, ki jih je vredno spoštovati in prenašati. In zdi se mi pomembno in potrebno, da poudarjate, da so to čutni, užitni parki. Vedno nekako laže razumemo aktivnosti, če seveda imamo nekaj od tega, ne, in če pridelamo zase zdravo hrano ali pa tudi samo jagode, ki popestrijo naš jutranji jogurt pri zajtrku, je seveda to izjemna dodana vrednost. Ja, se popolnoma strinjam, ja. Mogoče je ta prednost, da imam jaz vseeno te mentorske veščine in znam mogoče na drugačen način podati ta znanja naprej mlajšim rodovom, no, ker mogoče moji starši niso znali na tak način jih meni predajati, tako da mogoče je tudi to ena prednost, no, ki jo imam, da z drugačnimi pristopi skušam pokazati mladim, zakaj je pomembno, no, da smo trajnostno naravnani, no, in da znamo tudi v bistvu delovati samooskrbno, no. Ja, hvala za te vaše misli. Mogoče zaključiva tale najin pogovor s tem, da je pomembno, da se vprašamo, zakaj lahko nekaj naredimo, ne pa da običajno rečemo, zakaj bi pa ravno jaz. Zato, ker lahko. Ker ravno ti lahko nekaj spremeniš, ker ravno ti lahko nekaj narediš, ravno ti lahko povežeš skupnost in na ta način potem vsi pridobimo. Starejši, ki lahko delijo svoje znanje, mlajši, ki dobijo izkušnje in na podlagi tega vsi prispevamo k temu, da je nekaj v skupnosti drugače, boljše in predstavlja neko dodano vrednost. Ja, tako je. Običajno čakamo, da bo nekdo drug naredil nekaj namesto nas, ne? In lahko pa smo mi tisti, ki začnemo in kakšna stvar se tudi ne bo prijela, kakšna stvar se ne bo obnesla, ampak 2 od 10 pa zagotovo bo, ampak po mojih izkušnjah je seveda izplen veliko, veliko večji in to, da nekdo da svoj prosti čas, svojo energijo, svoje znanje, ljudje običajno skoraj da brez izjeme cenijo. Kadar je pa to podkrepljeno še z projekti, kot je v vašem primeru, kot je v primeru Slovenske Bistrice, kot sem navedla in kolikor vem je tudi recimo v primeru Črnomlja, pa seveda lahko zagotovimo tudi trajnost. Naša sogovornica Tamara je poudarila tudi, kako pomembno je, da je projekt bil končan že leta 2018. Namreč projekti, ki so financirani od zunaj, ki jih žene samo denar, običajno usahnejo. Kadar pa projekte žene tudi dobra volja, entuziazem ljudi in pa seveda dodana vrednost, ki jo vidi mnogo ljudi, ki živijo v tem okolju, je pa to skoraj da že zagotovilo, da tudi po teku pogodbe stvari živijo in tečejo naprej. In izobraževalci odraslih, ki so bili tudi v tem projektu, ki ga predstavljate partnerji, se mi zdi, da imamo izjemno pomembno vlogo. Ne samo to, da druge učimo, kar smo tudi že slišali, da je pomembno, da vključimo otroke in mlajše, ampak ni prepozno, da se tudi kot odrasli navadimo nečesa novega in drugega. In ni prepozno, da tudi tisti, ki delamo v izobraževalnih organizacijah, naredimo kaj drugače. Zato bomo poskušali v nadaljevanju naše razprave malce bolj kritično ali pa samokritično razmišljati o tem, kako organizacija za izobraževanje odraslih koraka po tej poti k vedno večji trajnosti, kako postaja vedno bolj zelena in verjamem, da sta z nami Mihaela Anclin in pa Jaka Krajnc, ki nam bosta povedala, kako to počnejo v eni od ljudskih univerz v Sloveniji, tako da jo kar vabim, da prevzamete besedo. Najlepša hvala za povabilo na današnji dogodek. Vesela in ponosna sem, da vam lahko predstavim naš zanimiv projekt z naslovom Going Back to Green Future. Takole bom delila ekran. Se vidi? Je? Ok. Dobro. Ja, že njegov naslov vam najbrž pove, da se ukvarja z nečim zelenim, zeleno prihodnostjo. No, njegov podnaslov pa je On Tour, torej na poti. In ta projekt sofinancira Evropska unija iz programa Erasmus+. Nas 7 partnerjev iz 6 različnih držav bo skupaj do konca leta, verjetno pa še dlje,
potovalo v to zeleno prihodnost. Kot vidite, smo pestra druščina, vsi pa srcem in dušo vpeti v naš projekt, ki ga vodi Ljudska univerza Žalec. Na naši Ljudski univerzi se že kar dolgo vrsto let ukvarjamo s tematiko trajnosti, bolj načrtno pa od leta 2016 dalje, ko smo pričeli izvajati tedne izobraževanja za trajnostni razvoj. Nekako v njegovem sklopu smo leta 2019 skupaj s Kosoškim razvojnim centrom organizirali en odličen strokovni dogodek, ki pa nam je odprl oči, kako zelo izobraževalne organizacije za odrasle potrebujemo znanje, vire, povezovanje in tako naprej na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. V zadnjih letih si namreč tudi organizacije za izobraževanje odraslih na različne načine prizadevamo, da bi delovali čim bolj trajnostno. Saj se pravzaprav skoraj vsa področja našega dela dotikajo ciljev trajnostnega razvoja. Vendar pa organizacije nimamo nekih smernic, kako delovati, da bi naše ravnanje nekako sistematično in celostno upoštevalo trajnostne usmeritve in vpliv na podnebne spremembe. Torej, da smo tudi mi sami zgled v našem okolju in širše. Za to naš projekt. V projektu zato z izmenjavo dobrih praks preučujemo možnost oblikovanja takšnih smernic, ki bi bile širše uporabne. Cilj našega projekta je tako najti primerno pot do bolj trajnostno naravnanih organizacij za izobraževanje odraslih. In tukaj ste si lahko prebrali konkretnejše cilje. In komu smo namenjeni? V prvi vrsti nam, torej osebju organizacij za izobraževanje odraslih, potem pa konec koncev vsem ustanovam za izobraževanje odraslih, udeležencem in pa vsem drugim deležnikom, ki bi jih to zanimalo. Kakšni pa so rezultati našega projekta? Najprej je tukaj virtualna zbirka dobrih praks, vključevanja ciljev trajnostnega razvoja, organizacije v partnerskih državah, ki omogoča pregled, kaj je v tem pogledu najbolje delovalo v vsaki državi. V tej zbirki boste našli 26 primerov praks, razdeljenih na različne nivoje in okrepljene z navezavo na ustrezen cilj 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je pripravila Organizacija Združenih narodov. Te prakse so vam lahko vir navdiha idej za trajnostne prakse v naših okoljih. Drug tak rezultat projekta je seznam orodij in metod za samoevalvacijo v zvezi z vključitvijo trajnostnega razvoja organizacije. V tem seznamu smo se osredotočili na 5 področij, in sicer poraba energije, poraba papirja in drugih naravnih virov, ravnanje z odpadki, javna naročila in pa transport oziroma mobilnost. Ter zanje pripravili predlog, kaj in kako je lahko predmet samoevalvacije v izobraževanju organizacij. Ponavljam, to je predlog, katerega pilotni preizkus smo v partnerstvu ravno zaključili in je lahko predmet dopolnitve in izboljšave. Mogoče v kakšnem nadaljevanju Erasmus Plus projekta ali pa kako drugače. Tretji rezultat je, da smo v projektu izvedli tudi usposabljanje, ki pa ga bo predstavil predstavnik naše partnerske organizacije Ekologi brez meja, Jaka Kranjc. Tako da, Jaka, izvoli, beseda je tvoja. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Prihajam iz Ekologov brez meja, kjer smo mogoče glavno obratni, se primarno ukvarjamo s trajnostjo in izobraževanje odraslih eno od orodij, kako dosegamo učinke. In smo bili tudi gostitelji tega usposabljanja. Nažalost, zaradi, kako naj rečem, pandemičnih fluktuacij se je na koncu izkazalo, da bi bila izvedba v živo preveč riskantna in je
v bistvu bila izvedena na nek nenavaden hibridni način. In ne na hibridni način v smislu, da bi nekateri udeleženci imeli to srečo in lahko zadevo videli v živo, ostali bi pa trpeli prek Zooma, ampak smo izvedli v resnici prek Zooma za vse, ampak hkrati smo imeli tudi vseeno terenske oglede, tako da smo v predpripravi te faze posneli videote z nekaterimi primeri dobrih praks, ki bi jih sicer videli v živo, in potem kot del programa povabili nekatere nosilce teh idej, teh projektov, teh iniciativ, da se pogovorijo z nami, da nam še sami predstavijo vidike, da imajo udeleženci potem priložnost postavljati vprašanja. Sicer pa seveda kot večina izmenjav znanj je bilo vsak dan mogoče neka drugačna tema, smo tudi mi lastna znanja delili, delavnice, predavanja, domače naloge, tako klasično, predvsem na temo s področji odpadkov krožnega gospodarstva, s čemer se mi ukvarjamo, tako da smo se pogovarjali od odpadne hrane, tekstila, odpadkih v občinah, na prireditvah, o življenjskem stilu, tako da mislim, da je bilo zelo pestro, na koncu tudi evalvacija pokazala, da so bili udeleženci zadovoljni, tako da na kljub vsem tem omejitvam mislim, da nam je uspelo zelo lepo zaključiti eno celoto, en uspešen dogodek in na koncu so ostali tudi videoti, ki so koristni tudi za naše nadaljnje delo. Hvala. Ja, torej v projektu smo si zadali neke določene aktivnosti, rezultate, ki jih pač želimo doseči. Poudarim naj, da gre v našem projektu za izmenjavo dobrih praks in ne za projekt, v katerem bi nastali neki tako imenovani intelektualni rezultati, torej za katere so potem tudi na voljo posebna finančna sredstva. Naši rezultati so torej nastali, če lahko rečem, bolj na brezplačni osnovi in so bolj pilotne narave. Pa če nadaljujem. Tako. Na podlagi vseh prejšnjih aktivnosti, torej naučenega, izmenjanega in tako naprej, smo pripravili naslednjo aktivnost, akcijske načrte, torej od besed k dejanjem. Ta orodja in metode, ki smo jih predhodno zbrali in sem jih prej že omenila, smo preizkusili v obliki nekih konkretnih akcij, aktivnosti v naših lastnih organizacijah. Vsak partner si je izbral eno ali dve področji in si zanjo zadal neke cilje in konkretne ukrepe za dosego teh ciljev. Kot rečeno, smo preizkus pred nedavnim zaključili in sedaj zbiramo vtise, naša opažanja in ugotovitve za nadaljnje izboljšave. Naslednja aktivnost je bila izbira tako imenovanih ambasadorjev zelene prihodnosti. Vsak partner je v svojem okolju izbral nekega vzornika, ki mu bo pomagal pri promociji trajnostnih aktivnosti, ciljev z tega področja, torej pri implementaciji akcijskih načrtov. Posneli smo tudi predstavitveni filmček z našo ambasadorko, ki vam ga bom v nadaljevanju pokazala, ampak spet poudarjam, zato nismo imeli nekih posebnih finančnih sredstev in je nastal v lastni režiji, ali bolje rečeno, posnet kar z našimi telefoni. Tako da, posnetek, prosim. Pozdravljeni, sem Gaja Sofija Intihar in sem predavateljica na UPI Ljudski univerzi Žalec, kjer poučujem kemijo. UPI Ljudsko univerzo Žalec poznam zelo dobro, saj z njimi sodelujem že od leta 2016. Kaj mi pomeni, da sem bila izbrana za ambasadorko zelene prihodnosti? Najbolj mi je v čast to, da so me kot takšno prepoznali, čutim se ponosno. Pomembno je, da me je izbrala inštitucija, ki se zaveda pomembnosti zelene prihodnosti, se pravi, da so usmerjeni v zmanjševanje svojega vpliva na okolje, varčevanje z energijo, vodo, papirjem in tako naprej. Kolektiv UPI Ljudske univerze Žalec je zelo ozaveščen z načeli zelene prihodnosti. Veliko učiteljev se drži navodil Ljudske univerze ali pa so tudi sami zelo ozaveščeni. Več ali manj vse sodelavke uporabljajo steklene steklenice za pitje, ki si jo natočijo iz pipe. V Sloveniji imamo res kvalitetno pitno vodo, zato jo lahko mirno uporabljamo za vsakodnevno pitje.
Zavedajo se vpliva plastičnih kozarčkov za okolje, zato si kavo postrežejo v keramičnih ali porcelanastih skodelicah. Na svet gledajo zelo trajnostno tudi v svojem zasebnem življenju. Takšen kolektiv lahko zelo veliko pripomore k celotnemu napredku Ljudske univerze. Nedolgo nazaj so šolo energetsko prenovili, se pravi, da so prenovili fasado, zamenjali okna in tako skrbijo, da porabijo manj energentov. V šoli so našli prostor tudi za Valdorsko šolo in vrtec, tako zapolnili in izkoristili prazne prostore. Dejansko so že zelo izpopolnili svoj program, ostalo je zelo malo prostora za izboljšave. Iz mojega vidika bi lahko uporabili še manj papirja za tiskanje in večkrat ugasnili luč na hodniku. Tako, naš skromen izdelek, torej vsaka partnerska organizacija v vseh državah je pripravila podoben posnetek svojim ambasadorjem. Ja, da nadaljujem, se vidi. Aha, verjetno moram še pritisniti samo sekunda. Tako, zdaj pa bo, a ne? Torej, sedaj nas čaka le še priprava manifesta, Photovoice, mi rečemo. Gre ponovno za promocijsko metodo, ki bo omogočala nek kritičen razmislek, refleksijo o našem vsakodnevnem delu in življenju, seveda v povezavi s trajnostjo. V zvezi s tem vas vabim, da kasneje, projekt torej traja do konca leta, da spremljate našo Facebook stran. Vsi ti rezultati, materiali so dostopni na naši spletni strani, torej spletni strani Ljudske univerze Žalec pod zavihkom Erasmus, ker kot rečeno gre za projekt izmenjave dobrih praks in tukaj pač ni predvidenih nekih platform, nekih posebnih spletnih strani. Kakšni so naši učinki, kaj želimo mi doseči s tem našim projektom? Nekako upamo, da bodo organizacije za izobraževanje odraslih rezultate projekta lahko uporabile kot izhodišče ali kot sredstvo za lastni razvoj v smeri trajnostnega razvoja, da bodo tako lahko postale zgleden primer trajnostno naravnane organizacije. Torej, kako delati in ravnati, da bo njihovo delo vedno upoštevalo vpliv na podnebje, skratka trajnostni razvoj kot glavno načelo pri načrtovanju vsakodnevnega življenja, aktivnosti in razvoja organizacij za izobraževanje odraslih. Konkretno pri nas na Ljudski univerzi Žalec, kakšni so že učinki? Imamo posebno poglavje o trajnosti, tako v analizi kot v našem letnem delovnem načrtu. Izvajamo različne praktične delavnice s področja trajnosti, to že vrsto let, torej od predavanj do povsem praktičnih delavnic. Naši študijski krožki so obarvani trajnostno oziroma zeleno. Na naših dogodkih in prireditvah se poslužujemo pogostitev lokalnih ponudnikov. Na ravni lokalnega okolja oziroma regije imamo nova ali pa močnejša partnerstva z organizacijami ali društvi s področja trajnosti. Ravno sedaj smo zaključili en LAS projekt z naslovom Manj olja, več okolja, kjer smo izdelovali dišeče svečke iz odpadnega jedilnega olja in naj povem, da so bile pravi hit v naši Spodnji Savinjski dolini. In pa seveda za nami je tudi dan za trajnost, v okviru tedna izobraževanja za trajnostni razvoj. Letos smo bili v občini Vransko in se ga je udeležilo rekordno število različnih deležnikov iz našega okolja. Ta dan pa je namenjen temu, da torej različni deležniki, ki se srečujemo, izmenjamo prakse in poglede, načrte za razvoj v našem okolju s področja trajnosti. Na nadnacionalni ravni pa naj omenim, da smo zelo ponosni, da smo od junija lani, dalje vključeni v tako imenovano čezmejno trajnostno zavezništvo. To je mednarodni projekt, ki ga vodi Nemška zveza ljudskih univerz
in združuje organizacije, ki želijo vpeljati koncept trajnosti v svoje delovanje, in smo tukaj združeni praktično organizacije z celega sveta. Tudi mi sodelujemo v projektu Andragoškega centra Slovenije z naslovom Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju, v katerem ste že deloma slišali, še več pa verjetno boste. Skratka, posredno so tudi učinki na zaposlene, na udeležence, torej učinki so že vidni. Več informacij, sicer pa kot rečeno vabljeni, da si vse te rezultate pogledate na spletni strani, toliko pa na kratko. Hvala lepa. Hvala lepa, Mihaela in pa Ekologi brez meja oziroma Jaka Kranj za tole predstavitev. Ja, začeti moramo pri sebi. Lahko danes trosimo še modrosti, ampak zavedanje o tem, da smo organizacija za izobraževanje za odrasle izobraževanje tiste, ki pravzaprav lahko vsak dan, vsako uro, vsako minuto razmišljamo o tem, kako s svojim početjem vplivamo na okolje, kakšne učinke bo to imelo in kakšne posledice. In pri tem, Mihaela, bom malce provokativna in te bom še vprašala, a se ti zdi, da vedno ravnamo prav, a smo vedno prepričani, da je tisto, kar naredimo, najboljše, kar ta trenutek lahko, oziroma ali ste tudi vi kdaj v dvomih, tako kot smo v naši hiši? Ja, ravno zato smo hvaležni za te naše poskuse, bom rekla, v okviru projekta. Ja, tudi mi smo si zadali neke cilje v okviru tega akcijskega načrta in moram reči, da smo ugotovili, da ima ta naš načrt nekaj pomanjkljivosti. Bomo ga izboljšali, učimo se na napakah, vsak dan pa smo boljši. In to je ta čar vseživljenjskega učenja, tudi na področju trajnosti ni čisto nič drugače. Tudi mi nismo imuni na to, da se moramo kar naprej učiti, čeprav je o tem veliko bolje in bolj zabavno motivati drugim. Učenje namreč je naporna reč. Sama sem imela to srečo, da sem po poklicu biologinja in mi je marsikaj tako, bom rekla, v grobem znano, ampak vem, da se vsi vedno znova srečujemo z odločitvami in ti si bila zelo kritična, pa si rekla, da boste popravljali napake. Jaz bom rekla, da boste izboljševali že tako dobre poizkuse, ker verjamem, da ste vedno znova dali vse od sebe. In s tem provokativnim vprašanjem sem želela samo izpostaviti, da govorimo o izjemno širokem področju. Morda to niso samo, ali pa tudi so voda, servietke, brisačke, luči in tako dalje, ampak je seveda ta vpliv, ki ga ima naše ravnanje na vso naše okolje, izjemno pomemben. Že samo to, da se moramo zavedati, da seže preko naših meja, seže preko naše hiše, seže preko naše države. In gospod Kranjc, vi prihajate iz inštitucije, ki hoče to že z imenom poudariti, da niso meje tukaj pomembne, ampak je na nek način meja neko znanje ali pa vedenje, ki ga nek trenutek imamo in na podlagi tega potem ravnamo. Kako vi pridobivate nova znanja, kako iščete informacije, kako se odločate v vsakdanjem življenju? Hvala. Strinjal bi se prvo z Mihaelo, da je to res stvar neprestanega izboljševanja pa učenja, ker seveda se imamo za strokovnjake na svojem področju, ampak tudi svet se razvija naprej, tudi po svetu je ogromno enih, kako bi rekel, dobrih praks, za katere še ne vemo, pa se mogoče šele kasneje izkažejo, da bi bila mogoče primerne tudi za nas. Sicer pa, kje se vse učimo mi? Eno je iz lokalnega okolja, nacionalnega seveda, ker v Sloveniji glede določenih stvari smo primeri dobrih praks tudi širše, česar se pogosto ne zavedamo, doma je najtežje biti slavno, kako že tisti rek, ampak sicer pa širše se učimo tako, da smo člani mednarodnih mrež na ravni Evrope, na ravni včasih tudi globalnih gibanj, kjer je potem veliko specifičnega znanja na mogoče podtemah in včasih se ti zdi, da je mogoče ima že tak tunelski pristop, da so ljudje že preveč fokusirani na posamezne detajle, ampak je vseeno koristno vedeti, tukaj imamo vse te strokovnjake za te zadeve. Nam, se mi zdi v naši organizaciji, pa na Sloveniji, pa tudi zelo osebno, se mi zdi pa bolj pomembno, da imamo ta generalni pregled, to splošno znanje, razumevanje, da znamo pointegrirati stvari, znanja tudi z drugih področij in smo na ta način lahko tudi bolj agilni potem pri odločanju v naši organizaciji, organizacijam, ki svetujemo na poti do trajnosti, pa če so to podjetja, izobraževalne ustanove, če so to občine, če je to država, ker
Ponovadi redko dobiš eno rešitev, ki je primerna, kot na ključ, da jo samo preneseš, ampak je vedno treba pogledati, kakšen je lokalni kontekst, kaj so resnične potrebe, kje je treba kaj prilagoditi, in tam ta široko znanje ali pa širok pogled res pride prav. In zato je tudi koristno včasih se naučiti ali pa poslušati kaj, kar se mogoče zdi tangencialno ali pa preveč specializirano, ravno zato, da imamo res širok pogled, pa tudi kreativnosti verjamem, da pomaga. Zagotovo pa je prva ali pa najbolj pomembna najbrž tista odločitev, ne? In rekla bom vodstva, zato ker tisto je odgovorno in tisto je tisto, ki da najprej pobudo. Dajmo to zapisati v vizijo, dajmo to zapisati od enega od naših ključnih ciljev, da bomo zeleni, da bomo trajnostni, da bomo s tem, karkoli počnemo, zmanjševali ogljični odtis. Ta trenutek se mi zdi, da se vsak po svoje trudimo na svoj najboljši način, da pa bi bil naslednji korak, da se povežemo, da se učimo drug od drugega in pravzaprav smo zato danes tudi tukaj. Ampak najprej moramo zavestiti dejstvo, da je potrebno in pomembno in da nihče tega ne bo naredil namesto nas. In da seveda je to tisti prvi začetek, potem pa vsak dan vedno znova sproti, kar naprej non-stop. Učiti se, delati, dajati zgled udeležencem, učiteljem, učiteljica na filmu oziroma ambasadorka. Moram reči kar na tem mestu, da se mi to zdi odlična ideja. Kadar te nekdo imenuje za ambasadorja, se ti zdi, da moraš nekaj narediti. Tako smo se tudi počutili kot Tepale ambasadorji in še kar naprej nekaj počnemo, ker je fino, ko te nekdo pokliče ambasador. In ja, ne pobiraš samo smeti okoli hiše, verjetno, če si ambasador trajnostnega razvoja, ampak razmišljaš o tem, kako lahko vsak dan vedno znova prispevaš in vplivaš še na koga drugega, ne? Tako da to idejo bi kazalo tudi izkoristiti z ambasadorji, ampak vendarle je treba sistematično in načrtno ugotavljati, kaj vse lahko storimo v vsaki organizaciji, v vsaki hiši. In pomembno je, da zato navdušimo tudi druge, ne? Gospa Nevenka je zapisala v klepetu, kako pomembno je, da se vsi počutijo vključene, da imajo občutek in da brez doma tudi lahko prispevajo, kako to prinaša zadovoljstvo vsakemu udeležencu in seveda da potem krila vsem ostalim. In to so stvari, ki niso samo po sebi omevne in desetletje ali pa še malce več traja, da to ozavestimo. In če to vedenje povežemo tudi s tem, kako zbiramo informacije, če se spomnimo dobrega starega Bluma in njegove taksonomije ali pa pogledamo tisto Andersonovo revidirano, se zavemo, da je faza, ko počnemo nekaj zato, ker smo za to notranje motivirani, ker to verjamemo, ker je to naše znanje in osebno prepričanje seveda zelo visoko na tej lestvici. To ni samo to, da se naučimo nekih enostavnih postopkov, ki jih vedno znova ponavljamo, ampak gre za to, da na podlagi informacij, ki jih vedno znova spreminjamo, posodabljamo, sprejemamo tudi neke nove ukrepe in iščemo neke nove rešitve. In tu je pravzaprav ključ, zakaj je to tako presneto težko, ne? Zato, ker ni enostavno in ker je treba kar naprej in ker je treba non-stop. Tudi vi, mogoče, gospod Krajnc, na terenu zaznavate, da se včasih zaženemo, potem pa izgubimo sapo, kak tak primer, ko pa se to ni zgodilo in se lahko prav posebej pohvalite s tem? Mislim, zagotovo se zgodi, sploh mi kot nevladna organizacija dostikrat prepoznavamo kakšne sistemske ovire in potem se ti zdi, da je treba zakonodajo spreminjati, ampak to je vedno tek na dolge proge in včasih je tek že spisan ali pa celo uredba sprejeta, program spremenjen, ampak se lahko zgodi, da se ne izvaja. Recimo, to je en tak primer bil prav na področju divjih odlagališč. Ampak ja, ravno zato se tudi meni zdi zelo pomembno delo na ravni ali pa s pristopom ambasadorjev. Tudi mi smo razvili en tak mednarodni kurikulum za ambasadorje na našem področju, ravno zato, ker če pogledamo eno organizacijo, katerokoli, je vodstvo vedno v manjšini napram vsem ostalim, če ni ravno mikroorganizacija. Tako da ne samo, da pogosto vidimo mogoče kot to učiteljico, da je vedno kdo kak je angažiran in včasih nima podpornega okolja, da bi lahko realiziral svoje želje, kako izboljšati organizacijo, pa rab podporo, ampak je potem jasno, da bo lažje prepričal mogoče vodstvo, če bo takih v svojem kolektivu več. Ker včasih se seveda zgodi, imaš srečo, ambasador nekdo iz vodstva, nas on kontaktira, da bi rad spremenil ali pa zmanjšal količino odpadkov. Ampak ja, če pa gremo mi tudi od spodaj navzgor, ne samo računamo, bomo odločevalce prepričali in potem bojo oni že zaukazali vsem,
je dostikrat lažje, ker tudi od spodaj navzgor je dostikrat ta moment, ta želja visoka in potem je tudi lažje, ko bi rekel, zintegrirati vse, ker oni so tisti, ki poznajo procese in oni so tisti, ki bojo življenjsko lahko znali to udejanjiti, ne. In seveda včasih je pomembna neka komplementarnost, pa delaš z obeh strani, ampak zagotovo je bolj po naših izkušnjah uspešen pristop, ko začnemo od spodaj navzgor graditi zadeve, kot pač samo, da se nekaj zaukaže in potem vsi temu sledimo. Ker na primer, če dam en konkreten primer, smo z enim hotelom sodelovali, da so zmanjšali količino odpadkov za več kot tretjino, da ločijo več kot 90% odpadkov. V hotelu se lahko gost obrne na čistilko, na kuharja, na natakarja, na recepcijo, na kogarkoli, tako da vsak mora biti v resnici ambasador za to trajnostno spremembo, za katero so se odločili. Ni dovolj, da je pač direktor pa da je, ne vem, to delegirano nekega koordinatorja za trajnost ali pa za okoljsko-socialno odgovornost. Tako da v končni fazi si mi prizadevamo, da bi spremenili naše vrednote, naš pristop do življenja, do potrošnje in takih stvari ne bomo dosegli zakonodajo, ne, ampak takih zadev bomo dosegli s počasnimi koraki in te korake moramo mi sami pri sebi narediti, ali jih to naredimo skozi učenje in neko samo prakso. Jaz verjamem, da je zelo težko, čeprav si najbrž mnogi lažemo pogosto, da mi s predavanji pa z delavnicami, ne vem, spreminjamo ljudi na polno, ne, ampak mislim, da so bolj te praktični ukrepi pa koraki, ki jih ljudje potem sami sprejemajo, ko prebavijo te informacije v glavi, so tisti ključni za premik. Ja, res je. Zdi se, da je, recimo, da je prva faza identifikacija teh nekih pozitivnih učinkov, ciljev, vizij, skratka tega, kar bi želeli narediti, izjemno pomembna. Ampak naslednja, ko pa identificiramo nevarnosti, ki prežijo na nas, pa tudi, da se zavedamo, kje so naše omejitve, ali je to zakonodaja, ali je to ravnanje vsakega posameznika, ki prihaja v stik z našo inštitucijo, je nenazadnje to zagotavljanje sredstev. Biti zelen praviloma še vedno pomeni, da je vse, kar počneš, nekoliko dražje, vsaj tako splošno. Vsaj splošno mnenje je takšno, čeprav sama lahko zatrdim na primeru organizacije, ki je že desetletje teži k zmanjševanju ogljičnega odtisa s svojim ravnanjem, da seveda ni tako. In pa nenazadnje je izjemno pomembna tudi naklonjenost javnosti. Tudi v naši hiši smo se velikokrat soočali s tem, da je kakšen ukrep, ki je seveda bil trajnostno naravnan in mogoče malce dražji od takrat razširjenih, s tem, ko smo orali ledino, tudi zelo težko sprejeti. Z nami sem videla, da je tudi gospa Maja Novak, ki je specialistka za marketing, komunikacijo z različnimi javnostmi. Vesela bom, če bo pridala svoj lonček strokovnega mnenja k tem, kako pomembno je skomunicirati to trajnost, ki jo živimo in delamo. In na našem primeru lahko rečem, da se je to, kar počnemo v okviru projekta Ljudska gre na zeleno, veliko bolje obrastovalo kot vsi oglasi in vse reklame, ki smo jih kadarkoli, kjerkoli plačali. Veliko več ljudi je izvedelo za nas in za naša prizadevanja na te drugačne načine, ko smo komunicirali zeleno in trajnostno mobilnost. In gospod Maja, izjemno bomo veseli, če vklopite mikrofon in delite kakšno vaše mnenje z nami. Ja, lep pozdrav z moje strani. In čestitke, Brigita, za zelo uspešno moderiranje tega dogodka. Z moje strani, da se presenečala, da sem zdaj vprašala, se mi zdi ta zadeva zelo pomembna. Znotraj tega projekta EPUO bo moja naloga, ena od njih, tudi opraviti intervju z nekaj ekoinovatorji, ki se mi zdi, se pravi, ljudje iz prakse, za katere se mi zdi, da lahko so zelo dober prikaz tega, kaj se da narediti na terenu. Tako da to, kar danes delamo, zdi se mi tako, kot spremljamo medije, kot beremo, da se o tem zelo veliko govori, da bomo mogli pa še zelo veliko na to temo narediti. Prav s tem namenom bi rada s temi intervjuji odprla neke teme in spodbudila sledilce, gledalce, da tudi sami poskusijo kaj narediti na praktičnih primerih ali pa kakšne že vpeljane prakse vpeljati tudi v svoje okolje. Ja, hvala. Tako je v bistvu
Ves čas je treba o tem razmišljati, ves čas je treba iskati ideje in ves čas je treba biti na preži, bom rekla, za nekimi informacijami. Ne? Postrežem lahko z enim svojim primerom. Facebook je tako prijazen, pa ti ponudi kdaj kakšne spomine. In nekega dne se mi je na Facebooku pripeljal spomin iz novinarske konference, ko smo propagirali TVU. Bil je star 8 let in jaz sem z začudenjem ali pa z veseljem ugotovila, da sem oblečena popolnoma enako, kot sem bila takrat. Seveda sem hitro naredila še en posnetek, dodala objavo cenjene Leje Pisani z izračunom o tem, kako pomembno je, da nosimo oblačila, ki jih seveda nosimo velikokrat, dodala še izračun, koliko nastane nošenje določenega oblačila v evrih na posamezno nošenje in evo, rodila se je objava, ki je bila izjemno odmevna iz pravzaprav nekega naključja. Ne. Res pa je, da če hočemo doseči boljše učinke, seveda ni dovolj, da se poslužujemo samo takih naključij. Ne. Sistematično, načrtno, ves čas moramo početi neke reči. In včasih smo zato tudi kaznovani. Recimo en naš primer je tak, da ko smo naredili že vse, kar se skoraj da na področju energetske učinkovitosti v naši hiši, pa je potem prišla komisija, ki je obnavljala fasade v javnih zavodih, pa je rekla, ne bo šlo, ste predobri, pa luči nismo zamenjali, ker smo bili že predobri. Skratka, ne, padli smo pravzaprav iz vseh sistemov financiranja ali pa sofinanciranja ven, ker smo pred tem že to naredili vse sami. Ampak nam je v redu, da smo dobri. Tudi to je neko izhodišče, če že nismo sofinancirani. In smo pa imeli tudi kar veliko težav z politiko, z lokalno politiko, seveda, ko smo se lotevali kakšnih večjih projektov, ki so bili dražji in tako. Morda to najino razpravo zaokroživa s tem, da res vsem položiva na dušo, da vse, kar počnejo, tudi komunicirajo z vsemi svojimi javnostmi. Sicer ne bo pravzaprav nobenega učinka. Če zato ne navdušimo udeležencev izobraževanja, če zato ne navdušimo naših učiteljev, da tako ravnajo, naših sodelavcev, uporabnikov, vsem tistih, ki prihajajo v našo hišo, se seveda preprosto ne bo zgodilo nič. In stvari se ne zgodijo same po sebi, sploh pa ne velike, sploh pa ne veliko njih vsak dan. Vesela bom, če se še kdo sam prijavi k razpravi oziroma zapiše kaj v klepet. Sicer, tako kot je rekla Zvonka, že v prvem delu nam vsebine zagotovo ne zmanjka. Moram reči, da je tudi Ljudska univerza Slovenska Bistrica vključena z svojim Ljudska gre na zeleno oziroma z zavedanjem o tem, kako vse, kar počnemo, vpliva na naš ogljični odtis. V tem projektu Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju naredila en tak pregled, kaj vse počnemo in moram reči, da sem bila še sama nad sabo navdušena, kaj vse smo naredili v zadnjem desetletju. In kako zelo veliko majhnih reči, ki so postale del vsakega od nas, tudi naših udeležencev in uporabnikov, se je prijel in veliko njih ima tudi izjemno pozitivne učinke. Danes smo že veliko slišali o papirnatih brisačkah, pa o WC papirju. Skratka, takih banalnih rečeh, ki pa v vsaki organizaciji pomembno vplivajo na stroške upravljanja vsake hiše. In pri nas smo recimo za 30% zmanjšali stroške porabe papirnatih brisač samo s tem, ko smo jih namestili v odprte škatle, se pravi ne več v podajalnike, kjer so tudi padale, kjer so se trgale, kjer se je marsikaj dogajalo z njimi, ampak je preprosto vsak, ki je prijel brisačko, bil prisiljen, da premisli, koliko jih dejansko potrebuje. In čeprav je bil na začetku prisoten strah, da bojo ljudje pač kar vzeli 50 ali pa 53 brisačk, se je izkazalo, da smo jih mi porabili 30% manj. No, zadeva je funkcionirala dobra 3 leta, ko pa se je zgodilo to, da je vsled krize, ki je napovedujemo in še česa in podražitev, se poslabšala kvaliteta brisač, ki se malce držijo skupaj, pa malce se na robovih trgajo in to takoj opaziš kot 10-15% povečanje stroškov za porabo tega sanitetnega materijala. In samo 2 meseca je trajalo, da smo našli novo rešitev, torej zamenjali smo škatle za škatle s pokrovom, kjer pokrov prepreči, da bi se brisačke preprosto odvile same od sebe in spet smo na tistih minus 30%. Skratka, ko so vpeljani mehanizmi v organizacijah, se zadeve nekako samo regulirajo, res pa je, da sama in pa moji sodelavci skupaj ves čas iščemo rešitve in da to nam pravzaprav predstavlja tudi izziv. To se nam zdi ne samo po sebi umevno, pa tudi fino. S tem se počutimo tako, da smo res nekaj prispevali in karkoli že pač počnemo, ima potem tak vpliv tudi na druge.
In en tak dogodek, ki pa je bil res izjemen, pa je bil naš koncert v parku, s katerim smo proslavili 60 let delovanja. Predstavljate si simfonični orkester, zbor, 100-članski, pa 2000 obiskovalcev na nekem dogodku. Seveda bi človek pričakoval, da za njimi marsikaj ostane, no v tem primeru temu ni bilo tako. Mi smo naslednji dan pričakovali, da bomo pač morali počistiti park in smo se sprehodili skozi park in ugotovili, da smo natanko 5 smeti pobrali. Tako zelo malo jih je bilo, da natanko vemo, da so bile to 3 vrečke od palerin, ki smo jih sicer razdelili 1200, da sta bila 2 počena balona in pa 1 pločevinka. Tako zelo natančno smo lahko prešteli, koliko smeti je pustilo skoraj 2000 ljudi v naravnem okolju, v katerem je preživelo približno 3 ure. In tak dosežek pravzaprav nas navdaja z eno močjo in veseljem, da se lotevamo tudi drugih. Ampak to se ni zgodilo samo po sebi, veste, mi smo 2 meseca pred dogodkom nagovarjali ljudi, naj pridejo v naš park na dogodek peš, naj se izognejo uporabe avtomobila. In za skoraj 2000 obiskovalcev smo potrebovali samo 60 parkirnih mest. Vse rezervirali smo jih približno 500, ampak vendarle res izjemen dosežek. In potem, ko smo ugotovili še, da ti obiskovalci, ki smo jih skozi nagovor na koncertnem listu in pa skozi zvočne posnetke prosili, da naj pazijo na drug drugega, da naj čuvajo naš park in da naj odnesejo, kar so prinesli s seboj, je pravzaprav obrodilo sadove. In taki trenutki so tisti, ko se človek zave, kako zelo pomembno in potrebno je, da si prizadevamo. Ker pa če si ne, potem ne doživimo tega zmagoslavja, kot smo ga mi na koncertu v parku. Vidim, da Nevenka Koncijančič drži roko, tako da Nevenka, izvolite, beseda je vaša. Jaz sem že ves čas, pa še prej, pred tem forumom sprašujem, ali pa sem se spraševala, kje je tisto, oziroma kaj je tisto, kar nas posameznike krepi v tem, da prispevamo k temu krožnemu, kar je Ana imenovala, trajnostnosti. Ne? In sem malo sem sama pri sebi ugotavljala, kaj pa je to pri meni, kaj pa je to v mojem življenju, kaj bi sploh lahko opisala kot to. In sem se spomnila ene reči, ki jo zdaj že nekaj časa počnem, namreč pred 5 leti sem besne iskala eno pasirko za paradižnikovo mezgo in malinovo marmelado. In sem pregledala vse mogoče, spraševala sosede in tako, in mi je potem ena soseda ponudila eno pokušino. In sem rekla, to je to moram jaz kupiti. No? In sem bila že na tem, da kliknem na spletu, kupi in tako. In pa sem se rekla, čakaj malo, zakaj bi jaz to za tistih 3 tedne, 4 tedne, ko delam marmelado ali pa torej paradižnikovo mezgo, zdaj sem rekla, ne, jaz grem vprašati to sosedo, ali bi to ona meni občasno posojala. In tako se je rodila ideja, da si stvari med sabo posojamo v tistem okolju, kjer živimo. En ima nekaj, ne vem, prešo, drugi ima drobilec sadja, en ima pasirko, skratka. In zdaj je to ratala že ena taka druščina, ki ne samo, da si posoja te reči in s tem prihrani vodo in to vse elektriko, energijo, skratka za te nove aparate. Prihrani tudi prostor, kjer te aparate shranjuje samo torej ena družina. Hkrati pa prispeva k nekemu druženju, izmenjavi izkušenj, izmenjavi plodov in tako dalje. Skratka, sprožila se je cel domino efekt druženja in hkrati tudi učenja drug od drugega.
kar je sicer res mali prispevek k temu, da stvari v okolju krožijo, ampak vendarle se mi zdi tak čist uporabna reč še za koga drugega. Ljudje smo v tej potrošniški družbi namreč navajeni kupiti vse, kar rabimo, in hraniti vse, kar rabimo, zatrpati prostore z vsem tem in ne živeti zračno, kar se mi zdi pa zelo pomembno. To sem hotela, to je bila moja asociacija, to je bil moj mogoče. O tem sem se spraševala in sem zdaj podelila z vami. Hvala. Hvala, Nevenka, odličen primer bi rekla, ne. Čeprav strojne krožke so poznali že kmetje zdavnaj, pa so si sposojali orodje, včasih kar ne znamo prenesti znanja iz enega področja na drugega, včasih kar ne znamo videti analogije, še posebej dragoceno pa se mi zdi to, s čem ste zaključili. Da je to prineslo ne samo to, da ste prihranili nekaj denarja, da ste prihranili seveda tudi nekaj naravnih virov, iz katerega je pač tista stvar, ki ste jo želeli kupiti, izdelana, ampak dodano vrednost, izmenjali ste se izkušnje, recepte, družite se, imate razlog, da se obiščete in ne nazadnje ne tlačite svojega doma s stvarmi, ki jih bova rekli ne potrebujete, ne, ali pa jih potrebujete samo občasno. Zdi se mi odličen primer in hvala in ja, dajte se pogumiti tiste, ki imate še kakšen primer, ki vključuje besede kot so marmelada, nič niso to prenizke besede za današnjo razpravo, ker je res dragoceno, da dobimo nove ideje. In v klepetu vas bom spodbudila, čeprav vidim, da nekateri držite roko, vam bom dala besedo, ampak v klepetu vas bom spodbudila, da napišete, ali ste danes, ali pa da ne bomo prestrogi, recimo v času enega tedna od danes nazaj, naredili kar takega, s čimer ste, takrat, ko ste naredili, se zavedali, da s tem prispevate. Zdaj, lahko da ste samo smeti odnesli, pa jih dali v pravo kanto, ampak vesela bom, no, če bo vsak od vas zapisal, kaj je tisto, s čimer prispevamo k trajnosti. Gospa Novak, zdi se mi, da sem videla vašo roko, če pa ni bilo temu tako, pa... Res je. Navezala bi se na to, kar je Nevenka zdaj povedala. Ena od naših stalnih praks že v preteklosti je ta, da kupujemo kar nekaj stvari rabljenih in jih tudi prodajamo. In če česa ne rabimo, posredujemo naprej, podarimo oziroma prodamo. In ta praksa se vleče že pri nas že ves čas, gre, ne vem, za kolesa, predvsem za izdelke, ki veš, da jih boš uporabljal krajše časovno obdobje. Pogosto recimo gre tudi za izmenjavo oblačil ali pa izmenjavo pridelkov, tako da tukaj se mi zdi, da zelo veliko naredimo, tako kot je prej Nevenka rekla, ne rabimo vsega doma, lahko si zadeve izmenjamo, lahko kupujemo rabljeno in s tem tudi mislim, da naredimo velik vpliv lahko na okolje. Hvala lepa za ta odličen primer, s katerim ste spomnili še enkrat na to, da v resnici so nekatera področja našega življenja, kot je recimo moda, oblačilna kultura, imajo izjemno negativen vpliv na okolje in za izmenjavo z predmeti, ki jih ne rabimo več, ko jih damo naprej, res lahko veliko naredimo. Pa ne samo zase, mi drugemu pravzaprav olajšamo dostop do teh dobrin, do otroškega kolesa, ki je seveda rabljeno veliko cenejše kot v trgovini. Samo otresti se moramo tega, da je to manj vredno, da je to že rabljeno, ampak mogoče pa jemljemo te predmete kot tiste, ki prinesejo sabo neko energijo, izkušnje, neko zgodovino, s katero mi potem gradimo naprej. No, v klepetu sem zasledila, da vas kar nekaj hodi v službo s kolesom in to v vsakem vremenu, kar ni tako nepomembno. Izjemno zanimiv zapis, pomemben, ja, kupujemo toliko hrane, kot je porabimo. To je področje, ki se ga morda danes sploh ne bomo utegnili dotakniti, ampak res ogromno hrane zavržemo. Na drugi strani je veliko ljudi okoli nas lačnih, tako da to je povezano z odnosom do tega, kaj hrana je in z odnosom do tega, kako pravzaprav lahko poskrbimo za druge ljudi in tudi tukaj v Sloveniji številni dobri projekti. In če imamo vrt, seveda, če imamo možnost, da pridemo do domače hrane, da kuhamo sezonsko, da delamo tisto, kar je ta trenutek domače, kar je ta trenutek naše, tudi naše telo nam bo hvaležno, ker je prilagojeno na okolje, v katerem
živimo. In v klepetu smo tudi zasledili zelenjavo, ja, tako, pa tudi izmenjavo semen. Skratka, veliko takih dobrih praks poteka povsod. Naj dodam, da se mi zdi res pomembno, da jih ozavestimo, da jih damo na kup, da si damo priznanje, da se potrepljamo po rami. To rabimo, dati spodbudo drug drugemu. Sicer se nam v nekem trenutku zdi, da morda počnemo nekaj, kar nima nobenega vpliva, da ne dobimo neke povratne informacije. Ljudje rabimo to, da nas nekdo potreplja po rami. Vse se lahko tudi sami, ampak veliko boljše je, če to počnemo v družbi. In zdaj vesela bom, če še kak zapis najdem, ne? Nismo še vsi, bom rekla. Dodala bom še svoj lonček in tudi kritiko takoj. Pripeljala sem se seveda v Ljubljano spet z električnim avtomobilom, ampak tokrat sem ga morala polniti na hitrih polnilnicah, kar ni tako zelo ekološko. Res pa je, da danes prihajam iz konference, kjer nikakor se nismo mogli z ponudnikom cateringa dogovoriti, da ne bi vode prinesel v plastičnih steklenicah, in sicer smo se na koncu spogajali za večje, ampak je rekel, da nam bo dal popust tudi za manjše. In pravzaprav sploh ne razume, da ni samo cena tista, ki nas motivira, da nekaj počnemo, ampak da je količina plastike, ki bo nastala ali pa ostala za nami, za nas tudi zelo pomembna. Recimo na vseh naših dogodkih, ki jih izvajamo v naši hiši, poskrbimo za to, da vsi odpadki, ki nastanejo, se lahko reciklirajo. Torej, da so materijali, ki jih uporabljamo za postrežbo, materijali, ki jih uporabljajo stranke, take sorte, da so reciklirabilni, kot se reče s to težko besedo. In izmenjava hrane, izmenjava viškov, pa naj bodo to živila, pa naj bodo to oblačila, je seveda nekaj, kar lahko postane del našega skupnega prizadevanja. Pri nas v službi se vsake toliko časa pojavi kakšna vrečka in potem malo pogledamo, kaj je noter, če lahko katera kaj vzame, sicer pa damo naprej in imamo en tak izrek, ki mu rečemo, cote morajo krožiti. In tudi to je najbolj zabavno in zanimivo, da s tem tudi malce prevetrimo svojo garderobo in malce zaokrožijo in imamo vedno kaj novega, čeprav novo sicer ni. No evo, moj poziv je pa obrodil sadove in res mi je všeč, da kupujemo zelenjavo na lokalni tržnici. Prej smo že slišali pozive od ekoloških kmetov. Ja, res je. Običajno taka zelenjava je nekoliko dražja, ni pa nujno, da je temu v resnici tako, ampak že dejstvo, da lahko na tržnici se še koga srečamo. In prejšnji teden se je na Facebooku pojavil zapis, pojdite danes s kolesom ali peš in ulovite kakšen nasmešek. Kadar se peljemo s svojim avtom, je velika verjetnost, da bomo naleteli na kakšnega šoferja, ki bo naredil kaj takega, da nam ne bo izvabilo nasmeška, morda celo kakšne take besede, ki jih zdaj ne bi ponavljali. Ko pa gremo peš, pa skoraj gotovo naletimo na koga, ki nam bo poklonil prijazen nasmeh zjutraj. Pa nič ni narobe, če pa mi damo prvi tale nasmeh in je potem življenje absolutno lepše. Res so mi zanimivi vaši zapisi v klepetu, ki jih vidimo vsi skupaj. Veliko krat ste podarili, kako pomembno je, da hrane ne mečemo stran, da razmišljamo o tem, koliko potrebujemo, da nam je pomembno, da odpadke, ki pri proizvodnji oziroma pri predelavi hrane doma nastanejo, tudi uporabimo, da uporabljamo stekleničke za enkratno uporabe in tako naprej. In Jaka nam je seveda prijazno namenil še en link, kjer najdemo še kakšno drugo idejo. Skratka, marsikaj lahko vsak od nas vsak dan naredi. In sej ni težko na lep sončen dan. Sitno je pa, ko nismo pri volji, pa ko ne bi, pa jaz bi pa danes tale plastični lonček. In problem je samo v tem, da to naredi vsak dan mogoče pa 1 milijon ljudi. In kljub vsem prizadevanjem še vedno vsak dan potrošimo 1 milijon plastičnih lončkov. Tako da gospa Nevenka je rekla, da imamo ograje in da je nasmehov manj. Ja, res je, ampak vse tiste ograje okoli naših domov pa še kje niti niso tako problematične, koliko so problematične ograje v naših glavah, v naših prepričanjih, da se nekaj ne da, da je nekaj brez veze, da se nekaj ne splača. Tista so veliko, veliko hujša. Veliko hujše in veliko težje jih je spremeniti in premostiti. Veliko več pozitivnih izkušenj rabimo, da smo prepričani. In znanost je tudi tista, ki je tu pomoč in zato smo vsi skupaj veseli projektu, kot je tale podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju in da vsako priložnost, ki jo vidimo, zgrabimo za roge, bika bi jaz temu rekla. No, v naši hiši smo se letos lotili projekta z gasilci in zdaj naj se ne sliši čudno, ampak res nam je šlo na roke, da se je v tem času zgodil tudi veliki požar na Krasu
da smo lahko veliko lažje te informacije skomunicirali. Namreč pred 10 leti smo imeli projekt za varno življenje in premoženje, ki smo ga letos nadgradili za varno življenje, premoženje in okolje. Pogostokrat se namreč ne zavedamo, da vse, kar se zgodi, vsaka intervencija, recimo vsaka prometna nesreča, tudi danes sta bile vsaj 2 na relaciji Maribor-Ljubljana, povzročijo zastoje v prometu. In vsak zastoj, ki ima v povprečju 5-kilometrsko kolono, smo zaračunali na našem projektu, proizvede dodatnih 60 ton ogljikovega dioksida ob takih zelo elegantnih predpostavkah. Samo osebna vozila, nič tovornjakov, pa pol dizlov, pol bencinarjev in tako naprej. To so takšne številke. Ena prometna nesreča, ki ima 5-kilometrski zastoj, porabi ogljični odtis 2 prebivalcev Slovenije v enem letu. In za temi podatki smo seveda osupnili tudi gasilce same, ki so rekli, da pravzaprav sploh ne razmišljajo, kako pomembno njihove dejavnosti, ki seveda rešujejo življenje, premoženje, ampak negativno vplivajo tudi na okolje. In ravno to zavedanje je prineslo že njihova drugačna ravnanja in ozaveščanja. In tudi kolegi iz sosednjih gasilskih društev se sprašujejo, kaj lahko naredijo in kako neki bi tudi oni k temu prispevali. In poglejte, kaj vse se je nabralo v klepetu. Recepti za to, kako porabiti star kruh, kako popraviti aparate. To je posebna zgodba. Danes je potrošništvo naravnano tako, da je fajn, da se stvari pokvarijo, vse veste, 3 dni po poteku garancije, potem pa itak ugotovite, da popravilo stane skoraj toliko kot nov stroj in si privoščite novega. Ker je to seveda najbolj logična stvar na tem svetu. In ja, uspeti, to je ena tistih sistemskih sprememb, da bi firme ne zaposlovale spet inženirje, ki poskrbijo za to, da razvijajo produkte, ki se pokvarijo tik po roku trajanja, ampak poskrbijo seveda za njihovo trajnost. In manj plastike, tako ali drugače. In res je kar težava, ampak iz izkušenj vem, da se pri 35 stopinjah poleti z 2 gajbama praznih steklenic radenske res moram prepričati, da jaz to imam, da sem jaz res zelena, sicer me kar zamika, da bi kupila tiste plastenke, ki so nekaj kilogramov lažje. In če sami pečemo kruh z drožmi, seveda zopet kot gospa Johana Robinson, zopet obujamo tradicijo prednikov in skrbimo za svoje zdravje. In veliko je teh stvari. Zdaj, jaz moram reči, da se kar upiram temu, da bi preprosto naštevala, kaj si mi počnemo in res bom vesela, če se še kdo prijavi besedi in pove še kakšno svojo izkušnjo ali pa še najboljše idejo, kot se je porodila komu poslušanja, tako kot se je Nevenki in pa Maji. Tako da nekaj minut še imamo za to, da slišite še glas od koga drugega, ne samo moj ali pa Zvonkin. Ja, Jasmina Orešnik je odprla zanimivo temo delo na dobu. Res je, manj goriva, manj izpustov, manj porabe, ampak tudi manj človeških stikov. Tako da morda je ta primer pravzaprav odličen, ker nas spomni na kompleksnost vseh naših odločitev, vseh naših dejanj, ki jih sprejmemo na področju recimo temu zelenega ravnanja. Karkoli naredimo, ima zagotovo pozitivne, ima pa lahko tudi negativne učinke in včasih se jih niti pravzaprav ne zavedamo. Nas, ki vozimo električni avtomobil že 4. leto, pogosto obdolžijo, ja, potem pa imate elektriko iz nuklearke. Morda jo tudi celo res imamo, ker ne moremo vedno vplivati na to, kje in kako se polnimo, ampak kadar se polnimo na domači polnilnici, naša hiša, ne samo tisti del, kjer je polnilnica za naš električni avto, ampak vse naše naprave uporabljajo samo sončno energijo. To se danes preprosto lahko odločiš z enim kvadratkom, ki ga izpolniš in pošleš, odkljukaš dobavitelju električne energije, da želiš, da je vsa energija, ki pride v tvojo hišo, proizvedena strani sonca. Je pa res, da na tem istem listku je še vedno tudi jedrska energija. In ni pravi način, da rečemo, to pa ne. Veliko bolje je, da imamo veliko možnosti, da smo prilagojeni tudi na energetske krize, kot se nam obeta recimo tale v letošnji zimi. Upamo, da ne bo tako huda, kot napovedujejo, ampak vendarle v naših zelenih prizadevanjih, ki so brez dvoma zelena, ampak stvari niso črno-bele. Tako da je to res pomembno, da se izobražujemo, da vpeljujemo nove informacije. In kot pravi Jaka, ne potrebujemo popolnih ukrepov in korakov, potrebujemo samo vztrajno korakati v pravo smer. Če se pa slučajno zgodi, da nas zanese, pa tudi ni nobena umetnost, da smer malce spremenimo. In vsak majhen korak vsakega od nas vsak dan šteje. Pravzaprav je to edini način, da bomo sploh kam prišli.
če bomo čakali na kakšno strašno umetelno prevozno sredstvo, se bojim, da ne bo tako učinkovito oziroma da se ne bomo prav veliko premaknili. Počasi se približujemo točki, ko bomo pravzaprav zaključili našo razpravo in pogledali, kje danes smo. Zagotovo smo nanizali kar nekaj primerov dobre prakse in nič ne bom zmanjšala odgovornosti, ki jo imamo inštitucije za izobraževanje odraslih, pač pa bom še povečala. Za vsem, kar vsak dan počnemo, in Mihaela kima, za kar sem jih hvaležna, si moramo prizadevati za to, da ozaveščamo naš vpliv na okolje. Zdaj, kako to počnemo, kako smo pri tem usklajeni z drugimi kolegi v drugih hišah, tukaj nas čaka še veliko dela. Naučiti se sodelovati tudi med strokovnimi delavci, kako pridobivati znanja, katera so tista, ki so ključna. In zakaj neki se tako mučiti s kakšno rečjo, ki so jo pa sosedje že zdavnaj pogruntali, in res bi bilo dragoceno, da se povežemo in izmenjamo dobre prakse. Tanja, izvolite, beseda je vaša. Ja, Brigita, saj veš, ne morem brez da dodam še svetovalno dejavnost. Zelo smo izpostavljali to novi izobraževalni programi prenos znanja, brez da bomo zraven še to, v vse to vključili svetovalno dejavnost, bomo po moje manj učinkoviti. Se pravi, tudi svetovalec razmišljati, kako narediti svoje delovno mesto zeleno, se pravi v to graditi. Mihaela kima, verjetno kar kakšen projekt, kako vse te izkušnje, ki ste jih vi v vašem projektu prenesti tudi v delo v svetovalno dejavnost, drugo pa verjetno kar sistematično informirati, ozaveščati preko aktivnosti, ki jih imamo na terenu, lahko rečemo pod sloganom svetovanja za zeleno znanje, ampak verjetno se moramo kot svetovalci najprej dobro sami izobraziti, usposobiti, da bomo potem prepričljivi preko aktivnosti, predvsem tistih, ki jih izvajamo na terenu, ko pridemo do tistih, ki sicer niso vključeni, seveda v prihodnjih letih sistematično to vključevati. Predvsem pa najprej začeti pri sebi, to pa sem danes kot eno tako veliko novo naučeno spoznanje sprejela. Hvala. Hvala, Tanja, da si na to opozorila in hkrati delovno mesto svetovalca zeleno, delovno mesto vseh zeleno, torej vsa delovna mesta bi nekje v prihodnosti morala postati taka, da jih prežema zavedanje, kot smo prej slišali, kaj je pravzaprav zeleno delovno mesto, katere karakteristike ima. Vsa delovna mesta bi morala biti taka ali pa prizadevati bi si morali, da je čim več delovnih mest čim bolj zelenih. To je namreč tisti cilj, ki bi ga morala imeti ne samo vsaka ljudska univerza ali pa izobraževalna inštitucija, ampak pravzaprav vsi zaposleni. Pri tem se, kolikor pač imam stikov na terenu, res zelo razlikujemo v javnem sektorju, v šolstvu in še kje. Veliko boljše pogoje dela imamo, veliko bolj lahko prispevamo z različnimi ukrepi, kot so promocija zdravja na delovnem mestu in še marsikateri drugi ukrepi, nam to že v številnih pogledih omogočajo. Najprej moram reči, da sem slišala izzivalno misel, da delovno mesto učitelja pa ni zelo zeleno, ker ima zelo veliko omejitev. Ampak sama ga gledam kot zelo trajnostno naravnanega, ogromno lahko vsak učitelj naredi, na vsaki generaciji gre skozi njegovo učilnico, ogromno lahko prispeva, razmišlja, sodeluje, skratka, spomnim se svojih začetkov tam v 90-ih letih kot mlade učiteljice, kako sem učila otroke ločevati odpadke, hkrati pa sem jim razlagala, veste, sej mi še nimamo tega, mi se to samo učimo, ker smetarji pridajo pa vse dajo v isto kanto, ampak če mi ne bomo se tega naučili, potem tudi oni ne bodo mogli tega enkrat pri prihodnosti s 3 avti odpeljati. In zdaj mi je včasih zanimivo, ko srečujem se te svoje odrasle učence in skupaj modrujemo o kakšni stvari, o kateri sem jaz takrat že bila tako zelo prepričana in se potem kasneje zgodila. Tako da skupna prizadevanja vseh nas na vseh delovnih mestih in še eno temo si odprla, za katero tudi danes zagotovo ne bo dovolj časa. Ta znanja je potem treba prenesti na ljudi. To je pa tisti najtežji del. Namreč večina jih misli, da teh znanj ne potrebuje, nam bodo že z komunale povedali, kaj naj naredimo in to je to. Jaz se bom itak odločil tako, kot bo narekovala moja denarnica ali pa moje potrebe. Skratka, tako zelo veliko je teh misli in idej in mi izobraževalci pa napišemo čudovite programe za odrasle,
v katere je potem strašansko težko koga pripeljati in ga zato navdušiti. Zato so primeri, kot je čutni užitni vrt, primeri, kot je projekt, ki ga je opisovala Mihaela, kot so ambasadorji zelenega trajnostnega razvoja, tako zelo dragoceni, zato ker kadar vemo, da nekaj deluje, kadar je nekdo že nekaj preizkusil, je velika verjetnost, da bo delovalo tudi v novem ali pa v našem okolju. In zato so forumi, kot je današnji, tudi izjemno dragoceni, zato ker vsak od nas ima neke svoje izkušnje, tako pozitivne kot negativne. Vsak od nas ima neko svojo formalno izobrazbo, neko predstavo o tem, kaj to je zeleno. In samo, če pogledate skozi okno, upam, da ste nekje tako, da lahko pogledate skozi okno ali pa zaprete oči in si predstavljate gozd, naš prvi odgovor je, da je seveda zelen, ampak teh zelenih je nekaj tisoč odtenkov in praktično tudi pesniki, pisatelji, slikarji ne morejo opisati tega, kar naše oči lahko ozrejo vsak dan, če si le privoščimo kakšen daljši sprehod po gozdu po službi. Tako da morda pa ta naravna raznolikost zelene je lahko en sinonim ali pa ideja, ki jo prinesemo tudi za naša zelena ravnanja. V vseh odtenkih, vse barve, na vse načine, ampak zagotovo bo vse to prispevalo k temu, da bo naša prihodnost, pa tudi sedanjost, lažja pa lepša. Ostane mi na koncu še, da se vam zahvalim za prijetno sodelovanje, za številne ideje, ki ste jih dali, in vesela sem, da ste prav vsi v klepetu prispevali kakšno misel, in opravičujem se tistim, ki jih nisem še enkrat povzela in povedala na glas, ampak vsaka od vas je izjemno dragocena. Verjamem, da bo vsaka od misli koga od vas spodbudila, kaj še lahko naredite oziroma kaj še lahko naredimo vsi skupaj. Sicer pa mi še ostane, da besedo na koncu predam Zvonki. In Zvonka, vem, da se sama sebi ne boš zahvalila, zato ker odpiraš teme, kot je današnja, zato se ti bom kar jaz v imenu izobraževalcev odraslih, pa vse tistih, ki tule preživljamo popoldanske ure skupaj. Zelo je pomembno in potrebno, da ljudje kot si ti in vsi tisti, ki prispevajo k razvoju izobraževanja odraslih, odpiramo teme, ki niso fine, ki tudi za nas pomenijo izzive, pomenijo, da je treba narediti nekaj na novo, da je treba drugače napisati in ne nazadnje potem tudi skomunicirati, prepričati 100 ljudi, da se prijavijo na takole spletno razpravo sredi čudovitega sončnega popoldneva, ni enostavno. In tale preprosta zahvala naj bo ena od tistih odtenkov zelene, ki sem rekla, da vse štejejo in vsaka ima dober namen. Tako da, evo, predajam ti besedo. Hvala. Hvala, draga Brigita, in zahvala tudi v tvojo smer za to iskrivo, bogato, toplo vodenje, hkrati polno ogromno informacij in namigov tudi se strani vaše ljudske univerze, tebe osebno. In seveda hvala tudi vsem udeležencem, ki ste zapisali svoje načine prispevanja k zeleni preobrazbi družbe. Mi smo s forumi EPO lani dejansko naskočili megatrende, skušali ugotoviti, kaj je potrebno narediti, spremeniti, in to s pomočjo zelo zanimivih govorcev. Če si pogledate, vse je zabeleženo, vse je posneto. Prav zelena preobrazba družbe je bila deležna mnogih primerov, mnogih močnih besed, tako kot so padale danes, da je zelo, zelo nujno, hitro, da je resnično skrajni čas za spremembe. Ampak s temi megatrendi smo naslovili določeno plast. Danes pa smo šli globlje, danes smo pa šli na raven posameznika, tako kot je že bilo prej rečeno, za premik v zavesti posameznika, in mislim, da nam je to zelo dobro uspelo. Ukolikor te ozaveščenosti še ni bilo, je bila spodbujena ali pa vsaj okrepljena. Bi pa predlagala, da si pogledamo še 2 zelena utrinka, morda smo malce pozabili za še 2 vrsti deležnikov. Franci, prosim še za ta 2 posnetka, potem bomo pa takoj zaključili. Nekako ugotavljamo, da na takšne aktivnosti prihajajo ljudje, ki živijo nekako že z tem trajnostno in zavedanjem, da je pomembno trajnostno ravnanje, ampak zavedamo se pa tudi tega, da sami enostavni koraki niso zadostni, da tukaj rabimo podporo lokalne skupnosti in zelo velikokrat naletimo na to podporo v obliki
spodbujanja strani raznih javnih institucij, kot je recimo Splošna bolnišnica Jesenice, nas je podprla recimo pri ideji razvoja didaktičnih pripomočkov za osebe z demenco in te didaktični pripomočki so bili recimo narejeni že že uporabljenih materialov. No? Tako da ta skupnost in to, da se to širi, da delamo nekaj skupno, v skupno dobro, je tudi ena izmed ključnih stvari pri trajnostnem razvoju. Ja, jaz kot več kot 20 let ekološka kmetica razumem podnebne spremembe kot nek upor narave, glede na to, kako ljudje z njo sodelujemo. Tega sodelovanja v bistvu ni. Problem vsem tem pa je, da nas odločevalci, politika ne posluša, ne razume, kajti ekološko kmetijstvo je ena izmed kmetovanja, načina kmetovanja, ki pripomore k blaženju podnebnih sprememb. Ne uporabljamo fitofarmacevtskih sredstev in drugih kemičnih gnojil, pesticidov, in vse to pripomore k blaženju in pa seveda tudi, da nekako jemo zdravo, živimo zdravo, okolju prijazno in naše načelo je, da ne delamo proti naravi, ampak dejansko sodelujemo z naravo. Torej, odločevalci na lokalni ravni, na nacionalni ravni, na svetovni ravni, pomembni partnerji brez dvoma. Tako, pripeljali smo forum o zelenih spretnosti za življenje do konca, ampak naših dejavnosti še zdaleč ni konec. Napovedala sem, čez en teden lahko pričakujete video o posesti, ki jo je predstavila Ana Vovk. Krasen bo, obljubim, in seveda vas bomo obvestili, kje in kdaj bo objavljen. Na portalu Kampo Znanje mnogo dejavnosti je namenjeno popularizaciji tega portala, ker resnično verjamemo, da ga je treba spraviti v najširšo javnost, da je treba ljudi opozoriti o vseh učnih priložnostih, še zlasti pa tistih, ki zadevajo spretnosti za življenje, torej zelene so ene od njih. In tam bomo odprli spletno podstran, na kateri bo objavljeno ogromno gradiva tega danes prikazanega, pa še mnogo drugih stvari, in seveda ste na naši mailing listi in boste obveščeni o vsem, in prosim, bodite glasniki in tisti, ki boste udejanjali to, kar smo danes slišali. Obenem vas želim povabiti še na naslednje letošnje forume. Že 8. novembra pripravljamo forum na temo spretnosti za zdravje, 22. novembra na temo kulture, kulturne zavesti in izražanja, in potem še v decembru, 6. decembra na Miklavža, digitalne spretnosti. In potem še 4 forume v naslednjem letu, ampak o tem pa takrat. Lepa hvala za vaše današnje sodelovanje. Bilo je aktivno, nekako se je čutilo energijo. To, kar je Nevenka zapisala v klepetalnici, da očitno gre za to, da smo dogovorjeni na več ravneh, na več točkah, z glavo, z razumom, torej s čustvi in še čim. In zaradi tega je čutiti nek zanos, neko pripadnost, ne samo temi, ampak drugemu in vsemu temu našemu skupnemu početju. Hvala lepa in lep popoldan. Srečno.